Sem rekel, da bom temu Tomažu Gorcu, ki meni ene usluge delal, glede predstave 400 dolarjev reklame v Novem mestu, da bom prebral tolo njegovo knjigo, ki mi je podaril na zadnjem intervjuju. Prosil me je, naj jo preberem, sem rekel, lej Tomaž, ne bom jo prebral, ker imam milijon knjig za prebrati in tele tvoje dnevnike, fukaške, pač ne bom bral, ne. Mislim, pač vem, da je to opisoval, kaj je on počel s temi babami svoj čas. To, jaz sem malo bolj zahteven bralec, ne morem take neumnosti brati, ne. In sem rekel, bom kritičen, ker bod, ne. Verjetno po načelu, še slaba reklama je dobra reklama, ne. On je hodil na te, sem pa tudi bral te tečaje tega lisjaka, ko je že, lisec eden je bil, lisjak. Ga je naučil teh trikov in on ima res ful nekih obiskov. Moja dva podcasta, ki sem jih imel z njim, 50,000 ljudi je videl, ne, to kot David Snemalec, ki je ful popularen, Milosavljević, ok, ni dosegel Ajdeje, Klemna Selakoviča, tam imam jaz 110,000 obiskov, Janša me je prefukal. Ovo je rekord pod roke, pa Denis Avdić tudi, pa ona Srbkinja, ki je cela Srbija to gledala, pa še kdo, ampak pustimo zdaj to. Moji res kvalitetni pogovori oziroma intervjuji, podcasti, s katerih se da ogromno naučiti, nimajo toliko obiskov kot njegove te, podcasti. On ima dobra popotovanja, ko posname, moram reči, da sem jaz gledal kar veliko teh njegovih zanimivih popotovanj, tam po Afriki, tam nek Rusijo, ki je Gruzijo, ko pa vem, Ukrajino. Zanimivo, če ima človek čas, pa da ga to zanima, lahko to gledaš, ampak tale knjiga, vse se da, če se hoče, mislim, hoče nezavedno. In pol se da, če nezavedno hoče. Ne vem, to prodaja za maste denarce, draga knjiga, tole moja noben ne kup, nekaj težka kot svinc, razen zadnjega poglavja. Penis in ženska želja. Jaz imam za 20 evrov, to pa ne vem, koliko ima, za 30. Kupte, berite, to je nek dnevnik. Mislim, sorry, sem rekel, nič dobrega ne bom povedal, sem si zapisal, da bi lahko ta naslov bil izpovede nekega butla. Mislim, sorry, se ga kdo sliši. Ali pa izpovedi dnevnik nekega vaškega posebneža. Mislim, da greš tip diskoteko odpreti zato, da bi nategnil babo, v srednji šoli pa ni nobeno, to moraš biti fejst ranjen. Ali pa da tam eno punco nabutaš, toliko, da te policija pride na dom, da ne bom rekel, da je reva skoraj umrla, da greš ti tam babo prebutati. Pa celo tako babo si najde, da se zalizuje s prijateljem na zadnjih zicih, ko on pa na prvih, ali kako je že bilo, vse ni važno. Ne moš ti babo pretepsti, toliko, ki je on. Če jo pa, ne, imaš pa veliko zamero do lastne mame, ne. Zamera je seveda nezavedna, ne, on sploh ne ve, koliko ima on potlačene zamere do lastne mame, ne. Pa sem ga pa vprašal, koliko let je bil tvoj bratec mlajši? 3 leta. Seveda moj bratec ukradel mamo. In kot 3-letnik, ko ti tam pride mamica z enim dojenčkom, bi mam vrat zavil, dojenčki pa še bolj, 3-letnik. Siblings, ali ko je že govoril Freud, ko je govoril, kako vsak naslednji rojenec je tarča, ne vem, velikega besa svojega bratca, predhodnika, tudi sestrce. In on ne ve, kaj je on traumatičnega doživljal, ko je bil otrok, ker je potlačil strašansko jezo do lastne mame. Zato počne take stvari tem ženskam, da je mene sram, jaz sem pa moški, ne. Da bi moji otroci bili tako, kot je ta Tomaž Gorec, mislim, ne vem, kaj bi naredil, bi se sam ubil, ne. Da ti sin počne to, kar je ta počel ženskam. Mislim, sorry, Tomaž, pa to, da za svojo nafukano hčerko ne skrbiš. Da bi to moj otrok naredil, jaz se ubijem kot foter.
moralne razsodnosti, vsega je vest pekla, ki je to punco ki se je zalizala v pričo njega, je prebutil, pa zaljubljen bil. Ok, libidinalna bomba, ko eksplodira, to se je težko, jaz bi se, ali pa bom rekel, jaz sem se. Nisem nič znorel na ven, ok, nenot te pa žre. Ampak ne ukrepaš, ne moš ti punco udariti. Ne moš ti, jaz zdaj punco udarim, da sem ženska, jaz zdaj v življenju udaril. Ne vem, jaz se grem za nazaj ubiti. Ta je pa to vse delo, pa kako jih je ponažval, kako je lagal puncam. Jaz nisem v življenju nobeni lagal. Sploh pa ne zato, da bi ruknil. Kaj bom zdaj lagal? Mislim, to sem jaz. On se pa hvali, pa daje na svete mladcem, kako je treba babo nalagati, da jo lažje nategnil. Mislim, kakva budala moraš to biti, da to svetuješ. Moja izkušnja je, da bolj lažje prideš do ženske. To je napačen pristop. Mislim, to, spoštovani mladi folkfehterji, ne moreš ti lagati na tak način. Bodi iskren in skozi iskrenoš lahko prideš pol do uporabne ženske in za zvezo, pa tudi za nažgat. Ne? Tudi ženske imajo rade avanturistični seks. Ne? Ko ne bi imela zveze. Ta pa to uči, to je napaka in se nič ne sramuje. Ne? Ti moraš biti tak car, da punca sama pride, pa se na nek način nastavi, da ti nadaljuješ. Ne moreš pa ti lagati zato, da bi jo pritegnil, torej, da bi jo nažgal. Sej priznava, bil sem zelo neumen. Ne? Zdaj je veliko boljši, življenje ga je izučilo. Ampak ki tisto eno punco pretepil zaradi mame, potlačene jeze do mame, o čemer nič ne ve njegova zavest, ga je vest pekla, strašansko ga je vest pekla, super. To je znak neke moralne razsodnosti, kar bi rekel, da fote pa ni vendarle toliko zajebal. Ampak me zameril do lastne mame toliko veliko, da se ni mogel obvladati besu, ko mu je tam ena ženska zagodla mu je, ne. Ampak to, kako je pa tudi govoril, pa tudi piše, ampak nisem vsega tega prebral, jaz sem prebral enih 50, mogoče 100 strani, kako razmišlja o svojo hčerki, to je absolutno spodletelo, absolutno spodletelo. Ne moreš ti otroka tako rekoč nafukati, pa ne za njega skrbeti, in potem, ko punca avzglaža, se pravi iztiri, še punco kriviš, kakšna je, do mojih staršev. Ja, mat, kurba, ti si zajebal, zato pa je takšna, če bi ti normalna očka, bi bila normalna. In on ne skonta tega, ne. Mislim, sej knjiga tale, to je nek dnevnik vaškega posebneža, ne. Če bi kdo to literarno obdelal, ne, to je literarno skropucalo, to se ne da brati, ne. Tam govori, sem jo prijel za spolni organ. Mislim, veš, obstaja tudi muca, za katero se primeš, če tudi je depilirana. Ne pa spolni organ, ne moš to pisati, to je za medicinski priročnik, to moš literarno obdelati, in če bi nekdo dobil to za literarno obdelavo, če ne bi na vrat na nos napisal knjige, dal nekemu, rekel, pisatelju za neko supervizijo, bi z tega dnevnika, ne, fukaškega dnevnika, še kaj izpadlo. Vse tudi potopisi so noti, tega nisem toliko bral. Mene so te libidinalne scene malo bolj zanimale. Kako se je s temi ženskami znašel? Slabo se je znašel. On se je v eni uri že zalizal z neznanko. Mislim, kakšen botel moraš to biti, da na tak način ženske, torej koliko moraš biti ranjen, da po eni uri se že ližeš. Mislim, to protokol, da eno punco osvojiš, pa da tista, ki ti da zdaj joške kaj v roke, ali pa da se upa zalizati, mora biti tudi, ne, tam eni se misli, da si vzel na nedolžnost, ne, in pol se misli, da sem pa to naredil, se je pa pol pa lagala, ne, kakšen človek moraš biti, da lažeš, je pol okarakterizirala, torej človekinja, ne, ki je lagala, da je nedolžnost vzel, pa še ene 10 drugim se je tudi zlagala. Ta pa laže ko pes vsem, pa to za njega ni sporno, a ki pa ona njega nalagala, zdaj pa konc sveta, mi je lagala. Kakšen človek moraš biti, da lažeš, on pa skozi laže, uči lagati.
Mislim, ne vem, jaz sem si malo tukaj pisal, ampak sorry Tomaž, vse si v redu, zdaj si se na glihu dobil si porcijo, zdaj ali to Bog, v katerega ti ne verjameš, obstaja, ali te usoda spotaknila, ne. Žene nima, ne. Takle tip ne more žene dobiti. Če te prepozna, da strategija osvajanja je laganje, ne moš pa babe dobiti, ali pa ti bo Bog figico pokazal, ne. Tako da skoraj misica, ne, se je igrala z mano. Ja, ti se pa skozi vsem babam igral in lagal, jo podkupil, jo pa pol ure že kje v avto pelil, pa si jo nategnil 30, jo pa že prej. Mislim, pa zvezde nazaj. Tako da, mislim, logika, ki jo on ima tudi na področju tega odtimanja para od naroda, je prokapitalistična, meni, nisem prosocialni ali pa prosocialistični celo, kljub temu, da vem, da socializma ne more biti. Zakaj si ti levičar, pa sej? Zato, ker sem prosocialni, jaz ne morem na tak način odtimati pare od naroda, kot so nekateri, vključno s tabo, Tomaž, sposobni. Jaz tega nisem sposoben. Ker jaz ne bom pozabil, ne, kako je Tomaž svetoval, kako naj se moj seminar, pravi moški in normalne ženske, trži. Ne, on je hotel na mojem seminarju zaslužiti. In si jaz zvedel od mojega menedžerja, kako bi on mene prilisičil. Ja, veš, da če je bil tam učenec lisjaka, ali ko je že lisca. Mislim, ni šlo, tako se to ne da, ker jaz sem pa etični imperativ tudi na področju biznisa. Ga imam tazga, da, mislim, njegovi pristop, dajte všečkati ta video, lajkajte, prosim, mi veliko pomeni, mislim, to je vzad neka tržna logika, jaz recimo tega nimam. Ok, sej po tej strani si lahko sam sebi rečem, da sem pa jaz butel, ampak ne moreš vse za te lajke delati, pa zato, da boš prodal ne vem kaj, tolo knjigo, ki je popis, da imaš zlavoda vredna. Vse jo boste brali, ovce, kupite pa berte, vse je mislim, tisko ni zahteven, ko ne, mislim, ni doktor Roman, bereš dnevnik, ne, vse jaz tudi berem dnevnike, ko iščem, profiliram ljudi, ki pridejo k meni, ne, ženske, vsa razštela, sem šel dnevnike brati od ne vem od kdaj naprej, celo srednjo šolo, osnovno šolo, dokler mi ni kapel, kje ima feler. In dnevnike je bilo zanimivo brati, ker so po resničnih dogodkih, to je pa tudi nekje po resničnih dogodkih, ampak če si te Tomaž tako, kar opisuješ, ok, ne bom rekel, da mi je žal, da sem dal intervju, ampak pismo, tole ne moreš takle biti, mislim, če si bil nekoč tak, kot opisuješ, to recimo jaz ne morem biti tvoj prijatelj. Sem zvedel, prijatelj, da je en svojo babo udaril. Ni bil več moj prijatelj, oziroma nisem nehal z njim piti. Sej nisi sedaj tak, ne, ampak vem tiš. Pa se pa s tem hvališ. Mislim, daj to skri, pa ne se ven metati, ti ki izpadeš kot tak patološki narcis, ki bi rad bil slavn. Mislim, ja, to je mama, to je bratca preveč ljubkovala, ki je bil dojenček, ti pa odpadel kot knof od gat. In zato imaš to ranjenost, ki je narcističnega porekla, sam sebe imaš tokrat, da rabiš aplauz od drugih in bolj fehta za te lajke. Ne vem, ko bi še rekel. Vse imam tle neke zapiske. Bil sem neumen, pa tako naprej. Izpoved nekega butla, sem si mislil, ne. Pa sem tudi povedal, sorry, 15 minut tega videa sem posnel, naj ljudje bote radovedni, pejte kupiti tolo knjigo, so te načudili, vse ima popotovanje, ima pa verjetno pa dobro, jaz nisem ti izbral. Sorry, da sem bil malo bolj grob, ampak vsaka reklama je dobra reklama. Pogovor z menoj je pa korektno dobre. Čau.